Danes v Pomurskem dnevniku. Občina Grad praznuje. Na soboškem poletju tokrat kontrabanti. V Veliki Polani poleteli štrki. O Klančini in južni obvoznici. Vreme jutri pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Občina Grad letos praznuje 18. občinski praznik. V sklopu praznovanja bodo vse do 19. avgusta potekale različne prireditve, osrednja slovesnost pa bo ta konec tedna. V Radovcih so v praznovanju občinskega praznika občine Grad pripravili vaške igre. Ob 18. kot pravimo, smo pripravili kar precej prireditev. Danes smo priča bolj sproščenemu delu, to so občinske vaške igre, kjer nastopajo društva iz vseh vasi na takem enem sproščenem druženju v smislu igre brez meja. Naslednje nedeljo bo pa nekoliko bolj slavnostno, saj takrat imamo slavnostno sejo, na kateri bomo podelili priznanja vsem dobitnikom oziroma zaslužnim občanom. Vaške igre vsako leto potekajo drugje. Igre vsako leto pripravlja drugo društvo, ali je športno, ali kulturno, ali kakorkoli v drugi vasi. Igre si potem društva sama organizirajo, sama postavijo pravila in pri tem pač ne manjka inovativnosti oziroma iznajdljivosti. Letos se je 6 ekip pomerilo v 6 različnih igrah, ki so jih poimenovali zadetek v polno, iskanje kovanca, metanje balona, zabijanje žeblja, metanje štrumf in podiranje tarče. 6 ekip trenutno sodeluje, več jih ne bo, ene so odpovedale, imajo druge obveznosti. Imamo 6 iger, trenutno gledate pihanje mele, iskanje kovanca, so še igre podiranje tarče, zadetek v polno, tam imamo podiranje tarče in to je to. Nekatere ekipe so imele s seboj tudi maskote. Predstavljamo DŠKT Lukaj, društvo. Sestavlja nas Dejan, Rene, Aleš, Nuša, Anja pa Nadja. To je naša maskota Medvede, ker nas spremlja že milijon let, se njeme tudi pozna, da je že malo vničene. Motovilce Rempilcedorf predstavljamo. Mislim, da smo najmlajši tukaj, pa da bomo se imeli najboljše. Županja pa je ob tem tudi predstavlja najnovejše pridobitve občine. Odprli bomo pločnik ob pokopališču v Radovcih, to je ena naša investicija v tej vasi. Imamo pa potem tudi investicije še v vasi Dolnji Slaveči in pri Gradu. 2 cesti, namreč saniramo oziroma delamo asfalt, pa eno parkirišče, ki je malo večje pri pokopališču Vulkanija oziroma pri Gradu oziroma pri objektu Vulkanija. Tako da investicije so seveda bolj na infrastrukturi, cestni infrastrukture, je pa potem v nadaljevanju še kanalizacija, vodovod, priključki za gospodinjstva, ki še niso priklopljena, se pravi več ali manj infrastruktura. Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku bo potekala to nedeljo, ko bo potekala slavnostna seja, na kateri bodo med drugim podelili plakete in priznanja občine Grad. Soboško poletje se nadaljuje tudi meseca avgusta. Kaj vse nas čaka, nam je povedala direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Brigita Prehavec. Poglejmo si izjavo. Ja, enako kot vedno, odziv publike je zelo dober. Pač vreme je tako, kakršno je, na to nimamo vpliva organizatorji. Smo pa vse izvedli, ker če na tem trgu kulture ne izvedemo katero od stvari zaradi slabega vremena, pa preselimo te koncerte v gledališče Park. In tako smo izvedli v juliju tudi vse, kar je bilo napovedano. Kaj nas pa še vse čaka? Kaj je torej še pred nami? No, petkovi večeri so seveda namenjeni koncertom, glasbi in moram se malo pomagati s knjižico. 3. avgusta je skupina Kontraband, potem sledi nastop Alenke Godec. 16. avgusta v četrtek, vmes imamo namreč na Grajskem dvorišču tudi kak koncert klasične glasbe. Prihaja Mladinski simfonični orkester iz Nove Zelandije. Potem naslednji petek, 17. avgusta, bo tu nastopila na tem velikem odru skupina Čompe. 24. avgusta pričakujemo Dalmatinsko klapo More,
in pa tamburaški orkester iz Ljutomera. Zaključili pa bomo 31. avgusta z Nino Strnad v okviru skupine Vox Arsana in Jazz Tria. To so petkovi večeri in pa seveda ta četrtek na Grajskem dvorišču, potem pa so tu še sobotni dopoldnevi za otroke. In 4. avgusta bomo imeli Klariso Jovanovič in Luka Ropreta z zgodbo Majcena pravljica. Sledila bo predstava Mini cirkus Bufeto, Zavoda Bufeto iz Ljubljane, potem predstava Princeska na zrnu graha in zaključili bomo z predstavo oziroma koncertom Si Vupaš z našo pevko Mojro. To je pa že tradicionalno vsa leta na Soboškem poletju. V soboto se je s koncertom Dubioze kolektiv začel 23. Pomurski poletni festival, ki bo trajal vse do nedelje. Prav tako pa so v okviru festivala pripravili tradicionalno tekmovanje Štrk si. Premierno se je na odru Pomurskega poletnega festivala predstavila kultna skupina Dubioza kolektiv, katere član je tudi Prekmurec Jernej Šavel. Drugi dan festivala je na oder stopil Vlado Kreslin, včeraj pa so za dobro vzdušje poskrbeli člani klape Rišpet. Jutri bo v Veliki Polani potekala tudi kulinarična prireditev, tradicionalno tekmovanje v kuhanju bujte repe, na kateri se bo preizkusila tudi naša ekipa. Do konca Pomurskega poletnega festivala bodo nastopili še Željko Bebek, Riblja čorba, hišni ansambel Avsenik, Daniela in Sidarta. To nedeljo pa je v sklopu Pomurskega poletnega festivala potekala že tradicionalna prireditev oziroma tekmovanje Štrk si. Gre za tekmovanje oziroma izziv, v katerem tekmovalci izdelajo kostum bele štorklje in tekmujejo v letu od gnezda do gnezda ter skušajo prinesti otroka na pravi dimnik in poiskati čim več hrane zase oziroma za svoje mladiče. S tekmovanjem želijo opozoriti in ozavestiti ljudi o pomenu štorklje štrka v regiji. Na letošnjem tekmovanju Štrk si je sicer tekmovalo 5 ekip, in sicer Pazi Pazi, ŽGBJ, Polanske vejke, Zaden moment in Jazbeci. Največ znanja in športne sreče je imela ekipa Pazi Pazi, na drugem mestu so pristali ŽGBJ, tretje mesto pa je pripadlo ekipi Polanske vejke. V oddaji Soboški ekran je gostoval župan Aleksander Jevšek, beseda pa je tekla o aktualnih zadevah v občini. Poglejmo si kratek izsek, kjer je bilo govora o klančini na Slovenski ulici in južni obvoznici, več pa v oddaji Soboški ekran danes ob 18:30. V tem kontekstu tedna mobilnosti pa bomo tudi odprli prenovo Trga Zmage, vključujoč z klančino problematično, ki se bo popravila v naslednjem tednu. Že ta teden bi morali ta dela steči, ampak kot rečeno že prej, gradbeniki imajo omejene kapacitete, imamo pa vse pripravljeno, da bo to nekje tam, mislim, da okoli 18. septembra tudi uradno otvoritev Trga Zmage. Sicer pa, če ste že govorili o južni obvoznici, še večjo razbremenitev za središče mesta bi predstavljala vzhodna obvoznica. Tudi tukaj določeni postopki že tečejo. Kdaj lahko, to seveda tudi občane zanima, pričakujejo občani začetek del? Glejte, začetek del, jaz mislim, da v naslednjem letu, ko bo izdano tudi gradbeno dovoljenje. Postopki pa so seveda precej zapleteni. Sedaj investitor, to je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, mislim, da je že končala odkupe zemljišč. Seveda arhitekti rišejo vse, kar je potrebno. Potrebno je pridobiti gradbeno dovoljenje in ko bo gradbeno dovoljenje pridobljeno, je to zopet razpis, izvajalci, in če ni nobenih posebnih pritožb, potem v naslednjem letu nekje naj bi zaključili del od Bakše tja do Čarde. Celotna trasa južne in vzhodne obvoznice je težka, če se temu tako izrazim, 24 milijonov evrov. Gre za evropska sredstva, gre pa za zelo pomembno povezavo tudi z goričkimi občani, tudi v smeri Moravskih Toplic, povezavo za turizem. Dizel in neosvinčen 95-oktanski bencin sta se po podatkih gospodarskega ministrstva danes opolnoči pocenila.
Po novem boste za liter 95-oktanskega bencina odšteli 1,338 evra, kar je 1,1 cent manj kot doslej. Za liter dizla pa 1,279 oziroma 0,8 centa manj. Cene 100-oktanskega bencina, kurilnega olja, 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami naftni trgovci. Drugod po državi pa so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane. Določene so v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni po metodi, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečajne valute dolar-evro. Za izračun modelske cene je po pisanju STA upoštevana tudi biokomponenta. Na Sobota Info poročajo o tem, da bi lahko bila nedeljska tekma med Muro in Domžalami prestavljena. Kakšen je razlog, preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno z možnostjo popoldanskih vročinskih neviht. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 32 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krinskem parku Goričko in Radencih namerili 28, v Lendavi 29, v Murski Soboti pa 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z možnostjo popoldanskih vročinskih neviht. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, torej v Murski Soboti in Mariboru okoli 20 stopinj, dnevne pa okoli 31. V noči na četrtek je zlasti na vzhodu možna kakšna ploha ali nevihta. V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastale nevihte, ki bodo pogostejše na vzhodu države. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale okrog 20 stopinj, dnevne pa med 30 in 32. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.